Prve lige Telemach, prisrčen pozdrav Skidričevega, prisrčen pozdrav v družbi Sport kluba. Pred nami je prva tekma 6. kroga slovenskega državnega prvenstva. Aluminij gosti Brinje Grosuplje. Aluminij, ki je najdalj v tej sezoni med vsemi ekipami čakal na prvo zmago, to mu je uspelo v prejšnjem krogu. Bo pozdravil novinca v ligi, gre seveda tudi za ponovitev finala pokala Pivovarna Union iz prejšnje sezone, ampak tole zdaj povsem nov obračun z manj zagotovo rezultatskega pritiska, vseeno pa sila pomemben. Tule so pari 6. kroga, danes že torej dva obračuna, Aluminij Brinje Grosuplje in potem zvečer tudi studijskim delom na Sport klubu Olimpija Naf. Zdaj torej pod taktirko Gorana Markoviča v Brinju. Mimo žoge je poletel Ivkić, tule zdaj lahko Sørensen pride do strela. Sørensen strelja in žoga mimo gola. Sørensen je že navdušil kot golgeter v navednicah, lahko rečemo seveda. Je v tej sezoni prvi vratar, potem ko je Matjaž Rozman odšel iz Šume. Napaka Kodermana do žoge Koren in Levanič strelo daleč. En podaja Skota. Že v prejšnji sezoni, pa tudi v tej, na nekaterih tekmah izjemna tranzicija Aluminija. 10 minut in pol je za nami. Zrnec drži žogo v svoji posesti. Videl je Marsetiča na sredini. Zdaj pa Suso, napaka gostov, Suso je v kazenskem prostoru, Osuđi je sam, Osuđi in Aluminij vodi. 11. minuta, veselje domačinov, krasna akcija je bila to, kakšna forma pa Bedeja Amaračija, Osuđija tu, jasno tudi kapa dol Susu, ki je podal predgol. Zdelo se je že, da bo morda sebičen v slogu napadalca, ampak ekipno razmišljanje, razočaranje ob robu igrišča, Goran Markovič navdušen, je lahko Jura Arsič. Prva večja priložnost in vodstvo za Aluminij. V ponovljenem posnetku bomo videli, kako situaciji bo moralo biti na višjem nivoju. V prvi ligi je drugače, tudi ko pride do neke napake, kot v drugi, manje odpuščanja teh napak. Koren med tem po desni, Koren v kazenski prostor, tole je zdaj lahko nevarno in izenačenje. 16. minuta, hitro so odgovorili pri Brinju, do zadetka pa Jovičević, ki je v prejšnji sezoni dosegel 17 golov v drugi slovenski nogometni ligi. Lepa akcija je bila to, zdaj so domači izpadli, sila naivno. Krasna podaja je bila to v kazenski prostor, ko je Koren po desni imel več kot dovolj časa za razmislek, morda je celo odločilno spodrsnilo Marsetiču. Obramba Aluminija pa je klonila, miren zaključek Jovičevića, ki ima to mehkobo v nogah, da lahko pogleda, kje je vratar in žogo poda v gol. Zdaj pa Koderman ob Korenu, tu je izkoristil Koderman slab kontakt z žogo Korena, potem pa tudi sam storil napako. Jovičević pa v nevarni akciji za goste, Koren je v kazenskem prostoru, Koren do strela in gol! Ni dvignjene zastavice, zdaj je tudi Marsetič padel v gol in še sam zatresel mrežo. 27. minuta. Najprej naivno zapravljena posest pri Aluminiju, potem pa dobra poteza Jovičevića in tudi dober strel Korena. Njegov strel je Radoha še uspel ubraniti. Marsetič, ki je tu igral v prejšnji sezoni tudi pod taktirko Pevnika v dresu Bistrice, pa je bil na pravem mestu, takole Jovičević. Krasno v prostor, Koren po tleh do strela in ob Šaubahu in Bobnu Marsetič do zaključka, potisnil je žogo čez črto za preobrat, za vodstvo z 2:1. Ja, in zdaj zagotovo povsem drugačno razpoloženje pri gostih kot pri domačinih. Tu še enkrat vizija Jovičevića s podajo na desno. Boben povsem na desno, Sørensen proti sredini.
Sørensen tu ne sme biti napake, zato je raje povlekel potezo s podajo nazaj. Koderman na levi strani, še enkrat Koderman, ki je na tleh. Na koncu zapravljena posest, tu prekrška ni bilo, je pa Težak dobro krenil. Taylor, še enkrat Koderman, ki ima zdaj ogromno prostora, poglejmo, koga lahko poiščev, kako premočno je tu podal, ampak našel Petriška, Petriško preigrava, Petriško, tole je lahko nevarno, Težak do strela, pa potem Suso, Suso iz obrata v blok do žoge, Jagič, vse dal od gola, so domačini. Enkrat Koderman, Šaubah. Šaubah in Osudži. Podaja proti Susu in dobro Zrnec. Delo je dokončal Ivkič, ki je poslal žogo na polovico Aluminija. Ta je končala v avtu. Nejc Klašnja. Nekdanji član Domžal in Celja, ki je že bil posojen v Brinje. Potem bil še v Radomljah, zdaj pa znova torej pri Brinju. V prejšnji sezoni je odigral 18 tekem v drugi ligi. Sørensen, Jagič, Boben. Težak. Taylor. Taylor proti Kodermanu. Koderman lahko poda pred gol in zanesljiv Zrnec. Bo podal pred gol. Petriško to ni storil slabo, zdaj še Jagič, žoga pada in Zrnec zanesljiv. Ko pride do nekega viška, lahko usodna za Aluminij. Dobro, Boben, na tleh je sicer Benkič, domači nadaljujejo z igro. Benkič je obležal, Suso pa je že v kazenskem prostoru. Suso tule zelo slabo. Jagič do odbite žoge, še Sørensen bo poskusil s prodorom. Sørensen, dobra podaja in gol! 56. minuta, 2-2. Petriško slavi. Tu bodo imeli veliko zapovedati gostje. Na tleh je bil Benkič, ki je sicer zdaj že vstal. Niso se pustili motiti domačini. Sørensen je bil tisti, ki je potem prevzel odgovornost na desni strani. Jura Arsič je zdaj nekoliko bolj nasmejan, tu bomo videli. Sørensen ni iskal Jagiča, šel je na podajo z levico in super našel pred golom Petriška. Ta je nastavil glavo in žogo preusmeril v gol. Brez moči je bil Jaka Zrnec, krasen zaključek. Aplavz tudi Susa, si pa tegel zadetek v Ljudskem vrtu. Vrbanec in Sørensen, Sørensen v zunanji del mreže. Žogo bo v igro vrnil Jaka Zrnec. Precej drugačna napadalca. Konkretna, predvsem, ko prideta v neko situacijo. Težak ali Vrbanec, Vrbanec čez žogo. Težak, dobra zamisel in gol! Kakšna menjava zdaj Jure Arsiča, Blodek le nekaj sekund v igri in zadetek za 3-2. Prvi dotik z žogo in Blodek je zadev. Slavje domačih. Mislim, da je bilo vse čisto, mi bomo sicer počakali na ponovljen posnetek. Boben je bil tam na tleh, nekaj prerivanja na robu kazenskega prostora. Tu je Blodek poskočil nazaj, torej iz prepovedanega položaja. Klašnja je bil ob njem. Super reakcija in Sørensen pa med tem v akciji za Aluminij v 75. minuti. Sørensen, pada žoga, spet je lahko nevarno, ampak pobral jo je Jaka Zrnec. Tam sta bila blizu tako Bajraj kot Blodek. Dobra podaja, vse tako se je zdelo, ampak Jaka Pušniku, ki lahko tudi poda. Pušnik v kazenski prostor. Daljša akcija zdaj za Brinje in nato Vlahovič v zunanji del mreže. Boben. Boben in Vrbanec. Sørensen.
Blodek čaka na žogo, Blodek jo je zdaj tudi dobil. Zaključna žoga, Blodek zelo sebičen, desno je bil Bajraj, ampak Blodek zdaj odrešen tudi zato, ker je šlo za prepovedan položaj. Ko bo Jaka Zrnec izvedel prosti strel za svojo ekipo v prejšnji sezoni, tudi do zadetka Zrnec v drugi ligi, zdaj je spodrsnilo v ključnem trenutku. Niku Zrnecu, Bajraj pa ima tu sanjsko priložnost za prvoligaški prvenec. Bajraj v slogu Ronalda mimo vratarja za zmago 4-2. Ja, takole se zaključi, ko greš 1-1. Zakaj bi tvegal, če lahko vratarja položiš na tla, ga zaobideš in žogo pošlješ v prazen gol. Slavje domačinov, ki so potrdili zmago v sodniškem dodatku. Murat Bajraj. Mirna reakcija, potem pa še hladnokrven zaključek in veselje. To je potreboval Bajraj, ko je prišel kot kralj strelcev druge lige v Aluminij. Super je tu zaključil. Nogometni romantiki bi si želeli, da bi bilo podobnih preigravanj pred vratarjem še več. Pogumno Bajraj za 4-2. Nejc, prvič dva zaporedna poraza, odkar ste v prvi ligi Telemach. Že v prejšnjem krogu se je zdelo, da ni tiste vaše prepoznavne igre kot na začetku te sezone in kot jasno v prejšnji sezoni. Danes prav tako, sicer v nekaj trenutkih ste poskušali, ampak večji del pa ni bil to tisti vaš pravi obraz. Kaj je šlo narobe danes? Ja, se strinjam, že od prve minute nismo bili na tekaškem nivoju, tako kot prejšnjo tekmo. Enostavno je bil nasprotnik bolj agresiven, kot mi. V ključnih momentih smo izgubljali žogo, tam, kaj ne bi smeli, tako kot ste rekli, ta igra, ki nas je krasila. S to našo igro mi lahko igramo, zmagujemo tekme in nismo ekipa, ki bomo se branili, igrali neke tranzicije in na ta način potem tudi prihaja do več individualnih napak, z mano na čelu že pri prvem golu in tako dalje. In mogoče se nam tukaj pozna pol mečkan izkušenj. Vseeno, mogoče malo psihološko preveč nihamo na momente, takrat, ko nam gre dobro, igramo dobro, potem pa, ko gre neke napake, nekaj narobe, dobimo ni gol, preveč pademo psihološko in to se pozna v igri. Vseeno v prvi ligi je nivo nasprotnikov, ki te priložnosti znajo potem izkoristiti naše napake in nažalost smo spet izgubili zaradi tega. Ključno v prvi ligi je pa tudi to, da se ekipa hitro pobere. Kaj boste vi kot kapetan skušali narediti, da se to zgodi že v naslednjem krogu? Ja, jaz bom probal dvigati ekipo, kolikor se da, mislim, itak. Tako, kot sem že prej rekel, samo ta naša igra, če igramo naš nogomet, to nas krasi in če igramo nogomet, vemo, da lahko operiramo in igramo s komarkoli, tako kot smo že pokazali s Koprom, Bravotom in Mariborom in moramo se dvigati in iti naslednjo tekmo. Še toliko bolj igramo proti prvakom Celju, ki se tudi bori za vstop v skupni ekipni del Lige prvakov, tako da še toliko več bomo mogli pokazati, dati pustiti srce na terenu in pa najbolj ključno mirni biti v glavah, takrat, ko imamo žogo in držati to žogo, ne? Ker samo žogo v naših nogah lahko potem tudi posledično prihajamo do priložnosti in nas to pa prinese na dolgi rok do rezultata. Najlepša hvala in srečno. Hvala tudi vam. Goran, prvič dva zaporedna poraza v prvi ligi Telemach. Najverjetneje pa ste vi bolj razočarani zato, ker predvsem v drugem polčasu ni vaša ekipa kazala tega, kar ste si najverjetneje želeli. Kako ste vi videli današnji obračun z Aluminijem? Pa mogoče bom rekel, kakor da smo si malo, kot bi se ustrašali te zmage oziroma tega rezultata, da smo v polčasu imeli to prednost. In nekako nas je zopet presekala ta poškodba Jukića in tam smo bili 3-4 minute, smo imeli igralca manj, v tistem trenutku, ko smo naredili menjavo, smo dobili gol in mislim, da nikakor nismo našli pol več rešitve oziroma povratka nazaj. Zdaj pa je pa to, se pravim, še ena stvar za analizirati. Ja, analizirali boste zagotovo, to ste že omenili, poškodba, potem pri tistem prejetem zadetku tudi en igralec na tleh, ki je ob prejetem golu kasneje ostal. Vse to so neke izkušnje, ko se tudi igralci zdaj učijo, ampak ni pa časa za učenje. V prvi ligi je potrebno biti že na naslednji tekmi, tako da se iz tega nekaj povleče. Najverjetneje to želite za naslednji teden, ko pa bo izziv tisti najvišji možen. Pa zagotovo, mislim, dober izziv. Za nas je vsaka tekma en velik izziv, ker kakorkoli smo danes spet štartali s 5-6 fanti,
spadajo v kategorijo 21, ampak se pravi, to ni na koncu izgovor. Fantje morajo odrasti, fantje morajo na igrišču spremljati, kako naj se izrazim, boljše odločitve, ker te zadetki, ki padejo, to so plod nekaterih padec koncentracije oziroma mogoče podcenjevanje samega tega, bo nekdo drug rešen. Ampak na koncu fantov nekaj zameriti, laufa so, borili smo se in mogoče pa to v tem trenutku tisto, kar je in moramo graditi na podlagi tistega prvega polčasa. Morda tudi zato dobro, da je naslednja tekma s Celjem, ker praktično nekega pritiska javnosti tako ali tako ne bo, bo pa to možnost za dokazovanje. Pa je zagotovo, mogoče še bolj nam, da ne bom zdaj podcenjujoč, imamo še pokal za Ljubljano proti ekipi Dragomerja, mogoče da tukaj se malo dvignemo, ampak ja, mislim, da bo to še en dodaten motiv pred domačimi gledalci, se pravi, da čim prej obrnemo to krivuljo nam v prid in iz te tekme pridemo še močnejši. Goran, lepše hvala in srečno. No, hvala tudi vam. Ne vem, če je kateri igralec že v prvi ligi prišel v igro in ne samo s prvim dotikom, ampak v bistvu po nekaj sekundah zadev. Sanjska izbira Jure Arsiča, za vas pa najverjetneje najbolj pomembno to, da ste kot napadalec, ki je dobil priložnost, zadeli in pritisnili na trenerja, pa ekipi odprli pot do zmage. Ja, sigurno. Mi napadalci živimo od golov, tako da to sem rabil, pol še asistenca. Mislim pa, da je vse skupaj pomembno za ekipo, za zmago, glede na to, da je bilo 2-2. Mi moramo vsako tekmo iti na zmago. To je naša želja in na koncu je vse išlo. Morda, če greva v prvi polčas, ko ste bili še ob robu igrišča, zelo čvrsta obramba na 4 tekmah, danes pa 2 prejeta zadetka. Kaj je botrovalo k temu, da je prišlo do nekaj individualnih napak v prvem delu? Kaj je morda trener dejal med odmorom, če ste slučajno bili tam ali ste bili na igrišču? Bil sem med time-outom, bila nevihta, ne. A nič, prvi polčas dosti nihan, dober začetek, pa pol precejšen padec. Mislim, nam je to dobro prišlo, da smo se malo pogovorili s slačilnici, se zresli in potem odigrali drugi polčas fenomenalno. Samo še to morda kar precejšna gneča v napadu, še en napadalec je prišel, zdaj sta oba rezervista dala zadetek v Sudžiju v nori formi. Kako gledate vi na to konkurenco, koliko morda to lahko izboljša mladega igralca? Pa mislim, da je konkurenca dobra, v bistvu vsakega igralca. Ko te nekdo pritiska, potem tudi sam daš svoj maksimum. Tako da ja, mislim, da je to samo neka dodatna motivacija za vse napadalce. Najlepša hvala in srečno. Hvala enako. Jure Arsič, povezali ste 2 zaporedni zmagi, ampak zdaj, če razdeliva tekmo, zagotovo z nekaterimi minutami v prvem polčasu niste bili zadovoljni, ste pa najverjetneje zadovoljni z reakcijo, predvsem po premoru zaradi nevihte, ko ste pa bili najverjetneje kar precej jezni. Kako ste videli sam potek tekme? Poglejte, mi smo tekmo zelo dobro odprli, imeli kontrolo, res z nekimi hitrimi korekcijami v fazi branjenja, se dobro prilagodili na nasprotnika, imeli pobudo, dosegli zadetek in potem z nekih naših individualnih nepravilnih odločitev, nefokusa, ne vem več kako bi to imenoval, spremenimo tok in moment tekme. Potem Brin je zasluženo prevzelo pobudo, 2-krat zadeli na podlagi naših napak in potem we were saved by the rain, bi se lahko reklo, in takrat smo se konsolidirali, povzdigli malo glas, postavili sistem in fantje so zelo dobro odreagirali v tej situaciji, ven prišli kot povsem druga ekipa in od takrat naprej mislim, da smo po večini bili mi tisti, ki smo držali kontrolo, smo imeli intenzivnost za žogo, nizali priložnosti, držali kontrolo nasprotnika, zadeli potem še 3-krat in menim, da smo zasluženo zmagali. Pred tekmo sva govorila o kvantiteti, kvaliteti v napadu, 2 rezervista sta zadela, zadev je v Sudži, ki je zelo vroč. Tudi Suso je imel nekaj situacij, zares vas bo v navednicah bolela glava, ko boste sestavljali začetno postavo z napadom, ampak najverjetneje pa je dobro imeti čim več izbire, predvsem pa kvalitetne izbire. Spet za mene to ni presenečenje, kot sem dejal pred tekmo, fantje so skozi proces videl, da so se dvignili, vsi imajo enormno kvaliteto in pa tudi svojo vlogo. Zdaj, kdo začne, kdo konča, pri meni ne pije vode, jaz mislim, da so igralci, ki so končali tekmo in zabili, celo bolj pomembni, mogoče v nekih situacijah, ko nekdo, in pomembno mi je, da to vlogo sprejemajo in takšna, ko je pravilna in zato je naša ekipa uspešna.
Ste v trenerski vlogi že kdaj doživeli, da je rezervist zabil s prvim dotikom po, mislim, da je vaš PR-ovec Andrej dejal, 7 sekundah od vstopa v igro? V bistvu smo se lomili z strokovnim štabom, če počakamo zamenjavo. Jaz sem nekako imel občutek, sem rekel, ne zamenjamo takoj, ker sem vedel, da Adriano je igralec, ki v takem delu tekme za svojo kvaliteto lahko ogromno pripomore in tudi je. Prav tako Murat Bajraj odlično sta oddelala svojo vlogo in ne samo ona, v bistvu vsi, tudi tisti, ki danes niso dobili priložnosti, so svojo vibracijo, so svojo pozitivo ogromno pripomogli in to je to. Samo še to, Koper bo gost na naslednji tekmi, obrnil se je ta status tudi za voljo stanja zelenice na Bonifiki. Vam to prija, je bolje, da igrate še enkrat doma po tej današnji zmagi? Mi smo predvsem iskali ta moment, v katerem smo zdaj. Se pravi, imamo dobro pozicijo, dobro stanje, kljub temu, da nas ni toliko, kot bi si mogoče želeli, ampak smo ustvarili eno malo skupino igralcev, homogenost in pa seveda želim si, da bi nadaljevali ta niz, ne glede na to, kdo je naš nasprotnik, z dolžnim spoštovanjem. Sigurno nam pa bolj paše, da igramo na boljšem igrišču, to je pri nas. Imamo, mislim, da še 2 ali 3 tekme celo zdaj doma in probali bomo ta moment tudi izkoristiti. Jura, hvala in srečno. Hvala.